Vabim vas, da si ogledate oddajo Moja dogodivščina na Ljubljana TV, kjer bomo razkrili vse lepote podvodnega sveta. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z menoj v studiu Roman Albreht, ki je podjetnik, ki se ukvarja z zaključnimi deli v gradbeništvu in je ljubitelj vsega, kar se dogaja pod vodo. Spoznala sva se ob Bohinjskem jezeru, videla sem te, ko si ravno prišel ven. Roman, hvala lepa, da si prišel v studio. Hvala za povabilo. Potapljaš se. Povej, čisto na začetku nam povej to zgodbo. Kako se je začel ta tvoja ljubezen do vsega pod vodo? Moja zgodba je zelo zanimiva, zato je odgovoren oziroma vzpodbujal je dal moj sin, mlajši sin. Nekje na morju pred 9 leti smo sedeli ob obali. Pravi, oče, jaz bi se pa šel potapljati, sem rekel, lej, tukaj ne bo izvedljivo, bomo šli na Bled, kjer poznam ljudi, inštruktorje, pa te bojo varno peljali v vodo, pa boš pojel kako in kaj. No, in ko smo kot familiarno naredili ta izlet na Bled, me je začudila velika skupina ljudi pred klubom, zakaj to, in na koncu je prišlo tega, kaj pa vi. In tako se je cela družina odpravila pod vodo in od tistega dne, ko sem jaz prvič v vodi, sem sam pri sebi rekel, to je to. Wow. Sin kriv torej. Tako lepo. Sin. Kaj si pa predtem počel? Vem, da si se ukvarjal veliko z motorji, s hitrostjo in se zdi, kot da je to nek drug pol. Ja, predtem sem se ukvarjal s cestnim motociklizmom, vozil sem dirke za nemško prvenstvo, potem so pa sledile poškodbe za poškodbami in seveda prepoved dirkanja zaradi poškodb. In glih ta čas je bil ta obdobje, ki nisem počel nobene stvari in ko sem šel v vodo, sem rekel, hvala Bogu, dobil sem nekaj, kar rabim. Pa tudi verjetno pod vodo je manjša verjetnost, da se tako poškoduješ telesno. So seveda nevarnosti. Poškodbe niso, so pa druge nevarnosti, ki so, če ne upoštevaš pravil, lahko še veliko hujše. Veliko hujše, seveda. Povej mi, ta prvič, ko si bil v Blejskem jezeru, a pa potem parkrat prvikrat, kaj te je najbolj presenetilo, zakaj te je tako potegnilo vase to biti pod vodo, potapljati se? Najbolj mi je presenetil mir in tišina. Ker kasneje, ko smo se tudi pogovarjali z sopotapljači, me je nekdo vprašal, kdaj si pod vodo pomislil na posel, na familijo, na ženo. Se zamislim pa pravim, sam res nikoli. A je to potem občutek, kot da si v nekem meditativnem stanju? V resnici moraš biti... V jezeru je čista tišina, razen takrat, ko ni nad tabo kakšnih plovil ali karkoli. Je čista, stroga tišina, narava, opazuješ, barva, svetloba. Kakšne so pa kje barve? Barve so pa, vse je zdaj odvisno od tega, koliko je odzunaj sonca, kakšno je vreme. Zdaj, jezera so barve majčkeno bolj temne, barve so do določenih globin, z globinami se barve izgubljajo, to je normalno, zato se pač uporabljajo svetilke, tako da pri pravi svetlobi je ogromno barv. Ogromno. Zanimivo. Če tudi ni ravno koralni svet, lahko občudujemo različne barve v naših jezerih. Ja, v jezerih pač ni koral, so pa pač druge rastline, ki jih seveda ljudje, ki jezero gledajo z vrha, ne vidijo, tako da tudi te stvari so zelo zanimive. Kaj pa recimo lahko vidimo pod vodo v Blejskem jezeru? Kaj lahko vidimo? Pod vodo v Blejskem jezeru lahko vidite ogromno rib, največ je somov, krapov, ščuk. Najde se tudi kakšna postrv vmes. Je pa odvisen od obdobja, a je to zima, a je to jesen, a je to poletje, kdaj so kje ribe, na kateri gladini. Lahko je to samo ena, lahko jih je tudi 50 skupaj. Tako da to je zelo zanimiv, ker tudi te ribe somi, to so ribe, ki so velike od 70 centimetrov pa do lahko tudi 2 metra. Aha. Vem, da je v Kočevskem jezeru, mojem domačem jezeru, je tam tudi veliko teh velikih somov, ki zelo privabljajo potem razne ribiče. Kaj še lahko vidimo? Ali pa kaj morda takšnega, česar ne bi pričakovali? Ok, ribe, kakšne rastline, ki se jih z obale ne vidi?
Ogromen je različnih trav, lokvan, zelo lep. To je steblo ob steblu, približno 2x3 ali pa 3x3 metre steblo ob steblu, na vrhu pa listi, pa najlepše pa takrat, ko cveti in dejansko tudi iz gladine to lahko pogledaš proti površju. Ja, mora biti res čudovit pogled, a ne, sploh če je sonce. Res pa, da je še vidljivost približno dobra, ker problem jezer je vidljivost, včasih je vidljivost taka, da ne vidiš pol metra pred sabo, včasih pa je vidljivost 5-10 metrov. Kaj pa največja vidljivost, koliko lahko? V jezeru največja vidljivost, če je zelo dobra vidljivost, če vidiš 10-15 metrov naprej, je to zelo, zelo dobro. Ampak to so res izredni dnevi, ki jih ni veliko. Moraš potem loviti ta pravo vreme. Ja, majhno moraš imeti tudi sreče. Aha, okej. Če se premakneva zdaj v Bohinjsko jezero, ko sva se spoznala, sta ravno s kolegom prišla ven iz vode in sta me prosila, da vaju fotografiram, tako smo se tudi spoznali. Kaj pa v Bohinjskem jezeru lahko vidimo? Različnega. Bohinjsko jezero je podobno Blejskemu s to razliko, da je v njem, po mojem mišljenju, veliko manj življenja, veliko manj rib. Manj rib. In tudi veliko manj zelenja. Zdaj, zakaj je to, ne vem, oziroma lahko me tukaj tudi kdo popravi. Na določenih točkah, kjer se jaz potapljam, je dejansko tako, kot sem povedal. Se potapljamo tudi na globine, se pravi tudi od 20 metrov naprej, sicer tam je 100% tema, čista tema, življenja rib zelo malo, tako da ne vem, kako bi na to odgovoril. Koliko je globoko Bohinjsko jezero? Bohinjsko jezero je maksimalna globina 44-45 metrov. Dostop do tam je pač potop v modro, v plavo, ne da bi z obale šel, ker to je pač na neki tretjini jezera proti Ukancu. Kar se tiče samih globin, ni neki presežek, da bi rekel, sem na 20-30 metrov in sem nekaj videl, ker dejansko na tej globini je tako, kot bi hodil po puščavi kot saharski pesek in ničesar drugega. Najdeš lahko kakšno masko, kakšno veslo, to je pa poj tudi to. Zanimivo. Zdaj so obdelala Blejsko in Bohinjsko jezero. Kje si še bil, kje si se potapljal še v Sloveniji, če se malo domačih kraj še zadrživa, pa bi rekel, da je bilo nekaj posebnega ali pa nekaj drugačnega ali pa globljega? Potapljal sem se tudi v Velenjskem jezeru, ogromno sem se potapljal tudi v reki Savi, v reki Soči. Tako da, kar se tiče jezera in rek, je reka Soča daleč najbolj čisto kristalna, vidljivost je tam kot tu v studiu. Ribe, je pa pač to reka, se pravi, ni jezero, ne stoji na miru, je teče, so tokovi, tako da za tam pa uporabljamo pač tudi druge stvari. A nas lahko povabiš, da bi šli s teboj na en potapljaški izlet? Kako je to videti? Koliko časa traja? Kakšna je oprema? Koliko časa si lahko v resnici pod vodo? Kako gre to? Potapljaški izlet, za enodnevni izlet, za ljudi, ki se ne potapljajo, temu se reče Discovery potop, je seveda od tega, da se usedemo dol, se razloži vse od opreme, ker to pač, če človek nima dovoljenja izpita, mora biti prisoten inštruktor ali dajmaster. Treba je ljudem razložiti vse od opreme, da vejo, kaj imajo na sebi, kako se diha, kaj v jeklenki, da se ga pravilno obteži, da se ga pravilno napravi in seveda strogo se ga vodi v vodo. Ko ima že nekdo izpit določeno kategorijo, to izgleda malo drugače. Običajno ima pa vsak tudi svojo opremo za potapljati. Vedno je nekdo vodja potopa, ostali pa mu sledijo v paru po dva. Se pravi, potapljanje po pravilu v vodo ne smeš sam, moraš vedno imeti ob sebi badija, tako da zmeraj en za drugega skrbita. Koliko časa pa ste potem pod vodo? Povprečen potop traja 45 minut, ne glede na globino. Govorimo o šolskem potapljanju, ker potapljanje je še drugih, veliko več vrst.
tako da 45 minut je potop, plus minus 5 minut, tako da točno je tudi določen, koliko zraka mora ostati v jeklenki. Jeklenke so tudi različnih dimenzij, tako da zdaj odvisno, kam gremo, na katero globino gremo, koliko je voda topla ali mrzla, vse to vpliva na to. Super, super. Midva si bo vzela en kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, z Romanom odhajava na kratek odmor. Po pauzi pa ponovno se potopimo pod vodo in vidimo, kaj bomo tam vse videli. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami v studiu Roman Albreht, potapljač, s katerim se potapljava pod vodo. V prvem delu sva se potapljala v jezera, Blejsko in Bohinjsko, pa tudi Velenjskem si omenil. Zdaj me pa zanima, kako je pa potapljati se v morju. Kje so tu razlike v temperaturi vode, globini, temu, kar vidiš v opremi, kako je to drugače? Jaz temu pravim, morje ima svoj čar. Morje je pač vidljivost je veliko boljša kot v jezeru. Tudi temperature so veliko bolj prijetne, seveda do določenih globin, ker globi, ko greš, bolj mrzla je voda. Tako da, kar se tiče samega življenja, potapljanja v morju ali jezeru, sploh v toplih morjih, Egipt, tam je življenja rib, barv, neomejeno, tudi rastline so tam drugačne. Če po pravici povem, sem rajši v morju kot v jezeru, čeprav morje nimam pred vrati, tako kot imam jezera, ampak ima nek poseben čar. Rekel si mi, da si se v Jadranskem morju potapljal vse povsod, pa tudi v Egiptu, ki si ga omenil, v Dubaju, v najgljubljem bazenu, pa še kje. Povej nam malo te zgodbe, kako je to biti v Egiptu, v bazenu, v najglobljem, kako gre to? Dubaj je zgodba za sebe, to je najgloblji bazen na svetu, globok 62 metrov. V njemu je ne vem koliko milijonov in milijonov litrov vode. Ta bazen je narejen kot nek stanovanjski objekt. V tem bazenu je tako, kot imamo pač tudi uštimana stanovanja, predeljeni na 3 dele, se pravi 60 metrov, 30 metrov pa 20 metrov, tako da je omogočen tudi za vse kategorije, kam gre kdo lahko. Kdor gre globi, dela te naše, mi pravimo temu varnostni postank, na določeni globini, imaš sobo, dejansko zaplavaš okrog, da porabiš čas, potem se dvigneš višji gor, voda ima 32 stopinj, vsi potopi so individualni, se pravi inštruktor, potapljač. Zanimivo, da pod vodo lahko, marsikdo bo rekel, kako igraš biljard, igraš nogomet, se usedeš na takle kavč, ima, ne vem, noter je aparat, da si skuhaš kavo, igraš šah, igraš karte, vse to je v steklu, tako da te lahko tudi ljudje gledajo. Pod vodo poslušaš muziko. To je bil eden izmed najlepših mojih potopov. Na koliko metrih si bil tam? Jaz sem šel takrat na globino 32 metrov. Potapljamo se vse z mešancem, se pravi z nitroksom. Seveda nitroks, odvisno od mešanice, nas tudi omejuje, na katero globino gremo lahko. Uporaba tega plina je zato, da si manj utrujen, se pravi v samem zraku je dodan še kisik, tako da dihamo majčkeno več kisika, kakor običajno. Zanimivo je tudi, da lahko zbiraš tam opremo, športno, tehnično, plavuti, obleke, kar ti srce poželi. Neverjetno. Res mora biti neka taka posebna izkušnja, ki je pri nas res ne moremo doživeti. Še enkrat bi šla s teboj v Egipt, ker to je tako, znan kraj, kjer lahko res tudi potapljači začetniki, kaj se tam vidi? Egipt je res raj za potapljače. Egipt omogoča vsem potapljačem, ne glede na to, katero kategorijo imajo. Tam so potopi zelo plitvi, tam v globini nimaš kaj po domače povedati iskati.
Tam se vse dogaja od globine, ne vem, 9 do 20, maksimalno 25 metrov. To je v primerjavi z Jadranom je spet čist drugi svet. To so pisane ribe, korale, vidljivost, tople vode. V zimskem času je to, ne vem, 26 stopinj, v poletnem je to 32 stopinj. Tako da tudi oprema ni taka, kot je porabljeno pri nas, sploh v zimskih časih. Vse je bolj na lahko, isto, vsi potopi se izvajajo z mešancem, ne z zrakom, ker tam na dan lahko delaš 3-4 potope, odvisno na kakšno destinacijo si vpisan. Lahko si na ladji, lahko si v resortu, pa prihajaš na ladjo, tako da zelo, zelo zanimivo. Kaj pa je bila kakšna taka zgodba iz kjerkoli, Dubaj, morda Egipt pri nas ali pa kje drugod, ki te je res tako zadela ali pa ti je ostala v spominu? Ja, jaz imam teh zgodb kar nekaj, zdaj če začnejo spet pri Dubaju. Zelo sem bil presenečen nad tem, kako se prijavaš, kako te ljudje tam sprejmejo, ko te sprejmejo, kakšen je to protokol. Res vse individualno, od izbire opreme do to, da dobiš brisačo, ko greš pod tuš, vse tač stikala na steklo, vse omarice, zaklepanje, ko zaključaš, seveda v garderobi te čaka tudi sadje, ko zaključaš, te čaka že inštruktor, te pelje na točko in ves ta protokol, kako je to speljan profesionalno, to mi je ostalo tudi zelo, zelo v spominu in sem se tudi velikokrat sam rekel, no, tako bi mogli imeti pri nas. Pomislili na vse najmanjše malenkosti. Na vse najmanjše malenkosti poskrbijo za tvojo varnost. Tudi to, da so v bazenu tri bara komore, tako da če se ti slučajno karkoli zgodi, je to časa par sekund, da si ti na mestu tam, ki te morajo po domači povedan pregledati, zrihtati, da ni karkoli narobe. A si imel kakšno izkušnjo s kako ribo ali s kakšno živaljo? Ja, to je bilo pa na začetku mojega potapljanja, ko sem bil v Blejskem jezeru. Seveda, ko že vse misliš, da vse znaš, ko gre proti tebi psom, meter pa pol in so rekel, zdaj pa z mano konc. Ampak to ni tako hudo, kot sem zdaj povedal, saj s časom se to navadiš. To so pač tiste stvari, ko dobiš velike oči, ko imaš na sebi masko, dejansko ti vidiš še 30% vsako stvar večjo, tako da te tudi to zavede, ampak nobena riba v jezeru ali pa v morju te ne bo pojedla, saj v našem Jadranskem morju ne. Kaj pa potem naredil ta som? Ja, ko sem jaz obračal, zelo hitro, da sem obrnil, sem mislil, zdaj pa moram jaz hitro obrniti, pa hitro jet. Pogledam nazaj, on gre za mano, sem rekel, no, še to. Je hotel slediti. Ja, tako da... A si našel kak zaklad na dnu jezera, morda? Ja, Blejsko jezero je zelo zanimivo, sploh takrat, ki je velika frekvenca kopalcev, dejansko najdeš noter vse, kar si lahko zamisliš. Prstan morda kakšen? Prstan, verižica, od denarja do kopalk, do spodnjega perila, do majic, do vsega. Tudi električna rolka, kolesa, veliko stvari noter. To verjetno ne vržejo namenoma, ne? Ali pa morda za srečo, namesto da vržeš kovanec, vržeš kolo notri, verjetno ni. Tudi v Blejskem jezeru je še ogromen orožja noter, tega se seveda ne dotikamo, ker je tudi še zmeraj nevaren. Drugače pa ja, se pravim, v Blejskem jezeru je veliko več stvari kot v Bohinjskem. Zdaj ne vem, je to zaradi frekvence ljudi, turistov, ki prihajajo k tja, ne vem. Zanimivo. Povej mi še to zgodbo, vem, da se voziš tudi pod vodo s posebnim skuterjem. Kako je to videti? Kakšna je to izkušnja? Koliko greš to na uro, a se reče na uro pod vodo? Se zdi, da gre vse počasneje. Ja, tam so metri na sekundo. Jaz sem zmeraj človek, ki sem zmeraj radoveden, kaj je na tisti strani, kaj je tam, kako bi do kaj prišel. In ko sem videl, kaj se vse da kupiti, sem si pač nabavil podvodni skuter. Seveda zelo, zelo lepa, fina stvar, ampak tudi zelo nevarna stvar.
doseg tega skuterja pri maksimalni obremenitvi je tudi 7 km v 1 uri. Običajna hitrost je tam od 1,5 do 1,6 metra na sekundo, ker ko se ti potopiš, se je treba tudi vrniti nazaj. In zato je tudi fajn, da so na skuterju tudi kakšne naprave navigacijske, kompas obvezno, svetilke, tako da za raziskovanje podvodnega sveta je definitivno to. Ja, to si dobro rekel, tako kot se lahko v gozdu, ko nabiramo gobe, se Ja. nas lahko zanese in se izgubimo. Še lažje pa verjetno pod vodo, a ne? Ker Ja. morda nimamo kakšnih dreves, na katere bi se lahko orientirali. Odlično. Na tem mestu znova odhajamo na kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, bodite z nama tudi v tretje, ko bova še vedno raziskovala svet pod vodo. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes se ta dogodivščina dogaja pod vodo. Roman, razloži nam, obstaja več vrst potapljanja. Športno potapljanje, pa boš razložil, kako pa kaj. Tehnično potapljanje, ki gre še globlje. Kaj je tu razlika v opremi? Kakšne so tukaj zgodbe? Ja, teh vrst potapljanja je res več vrst. Zdaj tukaj bi omenil športno potapljanje. To je pač potapljanje za nas ljudi. Zdaj globina potopa je maksimalno 40 metrov, seveda odvisno od izpita, od kategorije, kjer si opravil. Pa bi še omenil tehnično potapljanje. Tehnično potapljanje pa lahko rečem čist nekaj drugega kot športno potapljanje, ker to pa pač pomeni delo pod vodo, reševanje, raziskovanje, globi potopi, tudi oprema se zelo razlikuje, športno potapljanje ali tehnično potapljanje. Pri tehničnem potapljanju so v glavnem suhe obleke, ker so večje globine, se pravi telo rabi večjo zaščito proti mrazu, zunanjim vplivom, vsaka stvar je dvojna, se pravi vsa varovanja so dvojna, nosi s sabo veliko več stvari. Tudi športno potapljanje se največ uporablja zrak, tehnično potapljanje se uporabljajo trimiksi, nitroksi, tudi čisti kisik, zato da pač zmanjšamo te dekompresijske postanke, da smo lahko prej iz vode, vse pa zavisi od tega, koliko časa si pod vodo in kje. Do koliko metrov gre pa to? To je pa, lahko rečemo, da je to je ta varianta no limit, čeprav vsak tehnični potop je strogo načrtovan. To ni, da bi kar rekel po domače, zdaj gremo pa tam nadol na 100 metrov, pa vsak ne se znajde, kakor se ve. To je strogo vse načrtovan, kakšna globina, koliko časa in vse naprej predviden. Kakšna mešanca mora biti v jeklenkah, koliko jeklenk in vse naprej splanirano. To je res dober poudarek, a ne? Tudi za tiste, ki bi morda poskusili prvič ali se s tem ukvarjali rekreativno, da je treba vsak potop, če tudi je na par metrov, morda samo res načrtovati, imeti badja, kot vi praviš, da ne gremo sami, a ne? Seveda pa tako in vedno je treba poslušati vodjo potopa, zato da lepo prideš ven nasmejan, ne da je uvod 1001 problem. In da dela po svoje, da se lepo držimo skupine en drugega, to je bistvo vsega tega. Ja, tudi neko tako lepo učenje skupinskega, timskega dela. Ja. Eno stvar si mi zelo dobro rekel, ko sem te vprašala, kako lahko napreduješ, zdaj si šel do neke globine, kako potapljač napreduje, in si mi zelo dobro omenil, da je treba najprej za ta izpit oziroma te tehnike vaditi, a ne? Za vsak izpit, ko ga narediš, je treba narediti tudi določeno število potopov, preden lahko napreduješ v naslednjo kategorijo. Seveda, tukaj je tudi velika odločitev inštruktorja, ker nekdo ima lahko 20 potopov, pa je v vodi zelo dober, nekdo jih ima pa 50, pa se še zmeraj lovi. Tako da za vsak izpit ga narediš, je potrebno ogromno potopov, zato da dejansko to je isto, kot narediš izpit za avto, izpit imaš, avto pa še zmeraj ne znaš voziti, znaš ga samo peljati. In ko se pač to naučiš, greš lahko potem tudi naprej v šole.
Tako da čim za več potapljanje. potopov, Tako, čim več vaditi. potopov, varnih potopov, seveda z ustrezno opremo. Ogromno je faktorjev, tudi točno je določeno, koliko zraka je treba prinesti ven za rezervo, ne da ko pridemo ven z nulo, ampak je to 50 barov, govorimo športno potapljanje, pri tehničnem potapljanju je to 70 barov. Tako da to je vse za zlato rezervo, če se slučajno karkoli naredi tebi ali kateremu koli od ostalih potapljačev. Zdaj sem pomislila na eno stvar. A misliš, da ima človek lahko talent za to? Ali kako gre to? Ali je vse vaja? Ali so nekateri bolj primerni, da se potapljajo, ali se tega vsakdo lahko nauči? Jaz sem videl že različne profile ljudi, ki se potapljajo, tako da tule bi težko rekel, da bi rekel ta pa ta se lahko potaplja, ta se pa ne more. Tukaj je vse odvisno od želje, od poslušnosti, ker če je potop lep, prideš iz potopa navdušen, če imaš po vodi težave pa probleme, da se počutiš utesnjenega, karkoli, da mogoče tudi kdaj kdo nate pozabi, a ne, komunikacija, tudi pod vodo komunikacija, tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da se lahko potaplja skoraj vsak. Smo že videli potapljača, ki mu, ne vem, 10, 11, 12 let, točno ne vem, sem se pa tudi potapljal že s potapljačem, ki mu 85 let, tako da mislim, da tule omejitev ni. Zanimivo. To je, evo, povabilo za vse, ki bi želeli stik z naravo na poglobljen način, dobesedno. Roman, zanima me, 9 let pa še malo več se s tem ukvarjaš. Kako se je v teh letih spremenil tvoj odnos do vode? A greš morda zaradi tega raje tudi večkrat k obali vode, jezera ali morja, ali kako jo doživljaš po 9 letih? Moj odnos do vode se je spremenil to, da sem začel potapljanje zelo, zelo spoštovati. Ker ko se začneš potapljati, ko si na 10 metrih, te zanima, kaj je na 20 metrih. In potem te zanima tako naprej in tako naprej, nekje se pa moraš ustaviti, a ne. Pač, če imaš izpit do globine 40 metrov, je pač potapljanje do 40 metrov. Če imaš dovoljene potapljanje, ne vem, z bočno jeklenko do 55 metrov, greš lahko do 55 metrov. In ta odnos, kaj se lahko vse v vodi naredi, pač če na suhem nakopneš, da se karkoli zgodi, ti še zmeraj lahko dihaš. Pod vodo, da se pa nekaj zgodi, je pa to lahko tega konec v trenutku. Zelo, zelo hitro. Tako da moj odnos do vode je ratal res spoštljiv. Postavil sem si stroge meje, do kam grem lahko, s katero stvarjo grem noter v vodo. Tudi ljudi, ki jih peleš noter, sicer vodja potopa prevzame samo del odgovornosti tega, kar se lahko v vodi naredi, ker pač vsak potapljač je pač odgovoren tudi sam za sebe. Sigurno. Najprej to, ampak ja, je pa vodja sigurno mora biti zraven. To mi je zelo lepo, ko si rekel, kako si še bolj vzgojil to spoštovanje do vode, ker pod vodo smo veliko bolj ranljivi, kot smo v resnici na kopnem. Že to dihanje, ki je res osnova, ne moremo zdržati dolgo brez tega. Pa bi proti koncu še te to vprašala, pod vodo je res tišina, ne? Kam grejo tvoje misli? Prej si rekel, sigurno ne grejo v posel, ne? A je to morda lahko tudi kakšen pobeg, ali to ne sme biti? Kje so tvoje misli? Ne, voda mene dejansko sprošča, pa je to lahko samo pol ure v vodi ali pa 1 uro v vodi, to nima nobene veze, me sprošča, zato ker to spoštujem. V vodi smo tujci, v vodi živijo ribe in druge živali, pač to je treba spoštovati, da se v vodi ne dela škoda, da se ne lomi, da se ne nosi stvari ven. To je glih tako, kakor greš v gozd, je pač treba spoštovati, da tam živijo živali, ne ti, mi pač živimo tam, živimo, v vodi so pa ribe in ostale stvari. Čudovito. Za konec, kaj bi rekel nekomu, ki, tako kot meni, ki jezero gleda predvsem z obale, morda grem včasih notri v vodo, ampak nikoli se še nisem v resnici potapljala. Kako bi nas spodbudil, da poskusimo, zakaj je vredno, kaj vse lahko dobimo v globini? Lahko te povabim v vodo, ko se malo topli, zato da boš videla, kaj je pod vodo, kakšen mir je pod vodo, kako se živi pod vodo.
kaj vse lepega lahko v vodi vidiš. Tako da to bi priporočal vsakmu, da proba. To je drugače, kot da plavaš z masko pa rorčkom na površju. Discovery potop je globina 3-4 metre, vse strogo pod nadzorom, tako da Že 3 ali pa 4 metre je lahko veliko drugače, kot samo pod površino, kako Ja, poslušamo. tako, velika razlika je lahko. Pa sem mislila, sprejmem to vabilo. Bom Hvala. se enkrat opogumila, vedno imam ta občutek, da ne bom mogla dihati, saj vem, da imamo opremo s seboj in vse to, pa da smo pod nadzorom vodje potopa. Tako da, ampak je zagotovo. Vse te stvari, ko se bodo dogajale pod vodo, bova na suhem vse probala, tako da brez skrbi. Evo, super, no, pa sem se potopila v še eno novo dogodivščino. Roman, najlepša hvala, da si nam odkril ta čudovit svet potapljanja in da si bil naš gost. Hvala za vse tvoje zgodbe. Se vidiva naslednjič nekje pod jezerom, a ne? Super. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala, da ste bili z nama, da ste se z nama potopili v ta nov svet jezer, rek in seveda tudi morja. In pa vabilo vsem, da se opogumimo in da spoznamo tudi svet pod vodo. Bodite z nami tudi naslednjič v oddaji Moja dogodivščina.